Vas pozdravljam na tiskovni konferenci, posvečeni izidu knjige The Problem of Space Travel v angleščini, ki je najprej šla, in pa knjigi Problem vožnje po vesolju. Razmik tega dvojčka je v enem tednu. Se pravi, kako se reče, ta dvojček je prva knjiga, temeljna knjiga od dveh temeljnih knjig, ki boste išle pri založbi Ksevt. Ksevt je kratica za kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij, ki ga v tem trenutku gradimo v Vitanju. Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij je zgrajeno skoraj do konca druge faze, to pomeni podkleteno prva plošča in dve nadstropji. Se pravi, otvoritev naj bi bila 1. oktobra letos. Seveda, ne pa zdaj na samem začetku, po teh uvodnih, najbolj, kako bi rekel, osnovnih informacijah, sedimo tukaj Miha Turšič, se upravičujem, Narvika, moral bi najprej tebe predstaviti, Narvika Bavcon. Narvika je urednik založbe Ksevt, glavni urednik. Narvika bo skrbela za življenje, za vsebinsko življenje, za duha založbe Ksevta, kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij. To bom še parkrat ponovil, pa bom pa kar Ksevt govoril. Narvika bo skrbela za dinamiko in duha tistega, čemu rečemo, kar je osnovna misija, naloga, dolžnost Ksevta. To je na eni strani kulturalizacija vesolja, na drugi strani pa združevanje znanosti in umetnosti v en popolnoma nov proces. Narvika Bavcon. Na desni strani sedi Miha Turšič. Miha Turšič je oblikovalec v tem primeru knjige, ki jo imate nekateri že v rokah, nekateri jo boste dobili oziroma vzeli. In ta izdelek, kot prvi izdelek, je iz tiskarne šel pred kratkim. Smo rekli, zdaj zamik enega tedna imamo vse skupaj, mislim, da imamo prvi izvod 14 dni v roki. Mi smo čakali še drugo, se pravi dvojčka, dvojček je tudi šel. Seveda se je to pravzaprav, mi smo imeli namen tiskovne konference narediti do konca tega tedna. Zgodila se je neugodnost, ki je prerasla v še večjo neugodnost, to pomeni v medijski škandal, ampak veste, kako je z medijskimi škandali, trajajo 3 dni, prvi dan so na naslovnici, drugi dan so na prvi ali drugi strani, tretji teden jih pa nikjer več ni. Knjiga, katere namen smo imeli do 23. Seveda hoteli smo počakati 21. april, ker je tudi pomemben dan za nas, ampak to je v četrtek. In potem smo pravzaprav se odločili, da bomo naredili tiskovno konferenco danes. Seveda tiskovna konferenca bo sestavljena iz dveh delov. Prvi del bo posvečen knjigi, drugi del bo posvečen neugodnem dogodku, oziroma dajmo mu reči škandalu. Vi, ki sedite tukaj, novinarji, lahko zbirate zaporedje. Lahko najprej o škandalu, pa potem o knjigi. Lepo. Lepo, da sedim pred tako skupino novinarjev. Seveda, hvala STA, če se ne motim, ne? Drži, ja. Dobro. Knjiga. Zato bi jaz pravzaprav
prosil najprej Narviko, da par besed spregovori. Mogoče še jaz sam dodam, ta knjiga je znanost, obstaja še ena knjiga, je umetnost. Naš dogovor je, da bo ta knjiga, ki je tukaj, posvečena slovenskemu konstruktivizmu. V obče. Menimo, da je prejšnje 20. stoletje na Slovenskem proizvedlo fantastičen produkt, ki se imenuje konstruktivizem. Veličastna stilna formacija in menim, da če bojo iz 25. stoletja pogledali na 20. stoletje, menim, da bo zagotovo konstruktivizem s Srečkom Kosovelom, z Augustom Černigojem, z Vlahom, prav posebej pa z Stepančičem, tisto sidrišče, na katerem bomo lahko razumeli tisto, čemu rečemo razvoj. Prosim, posebej vas prosim, ne si pod besedo razvoj predstavljati napredek. Razvoj je, ko se nekaj v določenem civilizacijskem trenutku začne omogočati. 20. stoletje je eno veličastno stoletje izumov in seveda, ko govorimo in danes govorimo o znanosti in umetnosti, je to tako veličastno stoletje, kot je renesansa. Seveda ne govorimo pa o tisti serialni grozi 20. stoletja, ki nas vedno znova pretrese, ko se spomnimo na njo. Ko se spomnimo na milijone ubitih v prvi vojni, na milijone ubitih v drugi vojni in po vojni, in ko se spomnimo na smrti, za katere pravzaprav ne moremo razumeti ne smisla, kaj šele bistva. V tem smislu je naša odločitev, vidiš Narvik, jaz, ko začnem govoriti, smo vsi vejo, 50 ur to lahko traja, se opravičujem, ampak menim, da moram narediti še tej drugi knjigi. Tej drugi knjigi, katera tiskovna konferenca, upam, da bo še v tem letu. Čakamo, da se knjiga izoblikuje. V tem smislu smo se odločili za leto 25 do leta 30, ko so se v Evropi vse bistvene stvari pripravile za tisto, kar se bo zgodilo. Govorimo o znanosti in umetnosti. Knjiga je izšla leta 1929, istega leta, ko je avtor umrl, Herman Potočnik Nordum. Star je bil 36 let, ko je umrl. Srečko Kosovel je umrl nekaj let prej, star 22 let, njegovi prijatelji in istočasno nasprotniki. Černigoj je napisal v osmrtnici Srečku Kosovelu, mojemu največjemu sovražniku. Lahko si mislite, da je šlo to za dva največja prijatelja. V tem smislu seveda gre za ta proces, kjer naj bi Ksevt, in zdaj zaključujem zadnji stav, kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij, ki bo letos otvoritev 1. oktobra v Vitanju, vsebinsko in nadzorno, se pravi, nadzori nad vsebinami in temami, so pristopile v tem letu 3 inštitucije. Prva inštitucija je Slovenska matica. Slovenska matica, v tem smislu za slovenski izvod, pravzaprav se zahvaljujemo Slovenski matici in Dragu Jančarju. Druga inštitucija, ki je pristopila, se pravi, k vsebinskem in nadzornem
in nadzoru vsebin in kapitalskem nadzoru je Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ZRC, Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, to je dr. Oto Lutar. Tretja inštitucija, ki je pristopila v tem istem smislu, je Slovenska znanstvena fundacija, dr. Edvard Kobal. Tukaj je treba še imenovati ob tej knjigi Dunjo Zupančič. Dunja je skenirala vse. Se upravičujem, to je zdaj, Dunja ne mi oprosti, Dunja Zupančič. V vsakem primeru, to sem zdaj povedal, vse bistvene stvari ob izidu prve knjige. Seveda in prav je, da je to knjiga Hermana Potočnika Nordunga. A še to, prvič, zdaj se jaz 28 let ukvarjam s temo Hermana Potočnika Nordunga, na Dunaju smo izdal eno knjigo, v Puli smo izdali eno knjigo, to je prvič, da smo zdaj na Slovenskem izdali, 92. leta smo na Dunaju izdali, pri Turja und Kant založbi. Skratka, prvič pravzaprav z enim velikim upanjem, da bo Herman Potočnik Nordung res našel domovanje v Sloveniji. Oče in mati sta bila Slovenca. To je predolgi uvod, sploh ko moraš prepustiti besedo tistemu, kar se bo zgodilo po teh dveh knjigah. To bo pa popolnoma v rokah urednika. To je bil skupen dogovor Mihe Turšiča, Narvike in moj, da izidejo te dve knjigi. Ohranjamo slovenščino, dvojino, dve knjigi in Narvika izvoli. Tako, kot je že Dragan povedal, gre za to povezovanje umetnosti in znanosti, ki ustvarja sodobno kulturo. In tako kot sta te dve temeljni knjigi, vsaka iz svojega konca, ena iz znanstvenega področja, druga iz umetniškega področja, v podobnem smislu bo tudi založba v prihodnosti izbirala svoje teme, svoja raziskovalna področja in nekako se usmerjala v izdajanje nekih besedil, ki so ključna za razvoj današnje družbe, kjer je neka platforma, vesolje, hkrati priložnost za neko večjo imaginacijo, za neko vizionarstvo, hkrati pa nujno zahteva preverjanje dejanskega stanja, v katerem živimo. Se pravi, vesoljske tehnologije so razumljene v smislu kulturalizacije nekega vesolja tega obljubljenega pojma, kjer imamo možnost premisliti našo civilizacijsko stanje še enkrat in to konstruktivno v smislu dejansko povezave umetnosti in znanosti, teh dveh paradigem, ki sta nekje v zgodovini nedavni se razšle, popolnoma na nek način zgubile medsebojni dialog in naše prizadevanje seveda je ta dialog ponovno vzpostaviti. Se pravi, tretja kultura tudi v tem smislu kot področje ustvarjanja te naše sodobne civilizacije. Toliko o usmeritvi splošni. Najlepša hvala, Narvika. Kategorična razlika. Seveda, Miha Turšič, mogoče ne samo o oblikovanju knjige, ampak knjiga je dejansko res imela en velik proces. Seveda, temu zdaj bi za medije moral takole reči. To je kritična, komentirana izdaja, prva kritična komentirana izdaja nasploh. To je moje mnenje, ne bojo potem kritiki knjige oziroma pravzaprav to reflektirajo, mojo izjavo, to je prva kritična, komentirana, mogoče bi bila hierarhija pravilna, to je prva komentirana, kritična knjiga. Razlika med knjigo, ki jo izdala Slovenska matica, je knjiga, kjer je utemeljila s predgovorom dr. Sandija Sitarja
z teksti, ki jih je napisal odlični novinar, odlični. Predvsem mislim, da je to en pomembno dejanje bilo Aca Pastrnjaka. Gospod je umrl pred, menim, 3 leti. Njemu se še nikoli nismo zahvalili. On je leta 69 oziroma 70 šel na Dunaj in napisal prvi, jaz bi temu rekel, enciklopedični tekst, ki je vseboval temeljne informacije o Hermanu Potočniku Nordungu. Vsi smo potem kasneje samo povzemali novinarja Aca Pastrnjaka. Kaj bistvenega, kar je on raziskal, pravzaprav nobeden ni naredil. Moram reči, da seveda sam sem spremljal Aca Pastrnjaka sam skozi kot šahovskega komentatorja. Vse ostalo pravzaprav pa moram, da ne vem. Miha, ta procedura je bila dolga, ti si vse kontaktiral in v Nasi in na strani Roskosmosa smo pa seveda jaz in Miha skupaj. Ja, mislim, tukaj bi predvsem izpostavil gospod Tanja Želnino iz ruske strani, zgodovinarko Ruskega državnega muzeja kozmonautike iz Kaluge, ki dejansko že več kot 30 let raziskuje Potočnikovo delo. S tem je začela tam nekje v 80-ih letih na Dunaju in opravila veliko delo vpliva Nordungove knjige na ruski vesoljski program, oziroma na ruske pionirje vesoljskih tehnologij in med drugim odkrila tudi Potočnikov prevod v ruščino z polno komentarjev, opomb in sicer v lasti, oziroma v zbirki pionirja ruskih vesoljskih tehnologij Tihon Ravova. Ta knjiga se trenutno nahaja v Kalugi v knjižnici. Upam, da bomo uspeli pridobiti v prihodnjem letu, da pokažemo tudi v Sloveniji. Dejansko je to en tistih ključnih momentov, kjer lahko vidimo, kako ena knjiga vpliva na kako v bistvu ena vizionarska knjiga vpliva na razvoj tehnologij, ki skozi čas potem zaživijo. In Tanja Želnina je v tem svojem predgovoru opravila to delo, ki ga do zdaj še nismo imeli in je Nordunga predstavila v vsej svoji kompleksnosti, z vsem svojim njegovim vplivom na raketne tehnologije in na razvoj vesoljskih postaj. Od tokratni izdaji knjige bi jaz dodal samo še to, da poleg tega, da je šla v slovenščini in v angleščini, je šla tako v tiskani izdaji kot v digitalni izdaji. In tako kot je v bistvu tale tiskana izdaja, bom rekel, je posvečena veliko pozornosti, ker je res to temeljna knjiga Ksevta, je elektronska izdaja brezplačno dostopna na internetu z vsemi predgovori in vsem, tako da si dejansko lahko vsak prenese to knjigo na svoj računalnik, na svoj elektronski čitalnik in prebere tako Potočnikovo delo kot ta napor Želnine iz Rusije in pa potem recimo Lavlinusa, Ordveja in Hanslija iz NASA oziroma iz Air and Space muzeja, ki pa so opisali napor prevoda knjige v angleščino, ki dejansko trajajo od leta 1929 do leta 1995. Se pravi, ima že sam prevod dolgo zgodovino, tako kot praktično knjiga. Ne? To. Ja. Menim, da je v tem trenutku pravzaprav tista bistvena informacija, jaz bi še enkrat to tvojo podčrtal, da seveda knjiga stane 30 €, ampak še bolj bistveno je to, da je knjiga na netu kompletno identična zastonj. Se pravi, mi smo knjigo naredili zaradi tega, ker je to temeljni, kako rekel, zdaj bi vstal in bi
takole, gledajte, bom prav naredil, bom prav vstal, pa bom rekel, zato ker hočemo pokazati, smo hoteli temelj narediti. Se pravi, neumen je ta, ki jo kupi, pameten je ta, ki si jo sname zastonj z neta. Seveda, preprosto, to knjigo hočemo, če si to hoče imeti, vse veste, ne moramo brez tega, da je knjiga še vedno res nek lep izdelek. Mi smo občudovalci knjig, vsi mi teh analognih knjig. Občudovalci, če bi vam povedal, tam, kjer jaz sedim, je Miha Turšič iz svoje mize dal na mojo mizo, ker je nekaj delov. In imam okrog mojega računalnika tako lepe knjige. Ne boste verjeli, da smo dobili v Ljubljani knjigo, prvo knjigo nasploh, Obretovo knjigo, s prvo, se temu rečemo, poklicnim vesoljskim plovilom, kaj to pomeni? Da je poklicana, da zares poleti. Tistih ognjemetov, slavji, kako bi rekel, pa kanonov, ne? Se veste, raketarstvo je nastalo iz balistike. Ne? Seveda, tega je bilo v predzgodovini, do prvega trenutka, ko se začne zgodovina, temu se reče space science, vesoljska znanost, pravzaprav predvsem v domeni entertainmenta in militantne logike. Nas ne zanima komercializacija vesolja, nas zanima kulturalizacija vesolja. Zdaj sem malo poudaril, je to zdaj v redu. Takole. To je, kako bi rekel, bistveno in osrednje.